Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, za tokratni video sem jaz želel nekaj čisto posebnega, nekaj čisto neznanega. Ne vem, če morda poznate kriptoprojekt Propi. In ta se mi je zdel še predvsem zanimiv zaradi tega, ker se dotika RVA. Pa dajmo si pogledati, o čem se ta projekt sploh gre. Imam tukaj že pripravljen kratek opis. Propi oziroma Pro je blockchain projekt, ki revolucijo prinaša v nepremičninski trg z digitalizacijo in avtomatizacijo nakupa ter prodaje nepremičnin. Platforma omogoča hitrejše, varnejše in preglednejše transakcije z uporabo pametnih pogodb na omrežju Ethereum, kar zmanjšuje potrebo po posrednikih. Propi omogoča tudi tokenizacijo nepremičnin, kar odpira vrata globalnim investitorjem in olajšuje čezmejne nakupe. Njegov cilj je poenostaviti nepremičninske transakcije ter jih narediti dostopnejše in učinkovitejše v digitalni dobi. No, ampak dajmo si pogledati, kakšna investicija to dejansko je. In smo tukaj na njihovi spletni strani. Moram reči, da je tako zelo lahka na oči spletna stran, tudi vse lepo obrazloženo. In kar se tiče njihove bele knjige oziroma white paperja, sicer sem ga malček težje našel, ampak vseeno, imajo tudi tukaj zelo vse lepo in natančno obrazloženo. Kot vemo, si je treba white paper vedno prebrati, preden se kamorkoli kaj investira. Tako da za prvi segment, tukaj jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo, seveda cilja na realno industrijo in jasnost bele knjige, no tukaj za prvi segment dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo ekipo in podporo. Sicer sem gledal tukajle na cryptorank.io, ampak tukaj nimajo zavihka o ekipi. Imajo pa predstavljeno ekipo na svoji spletni strani. Samo malček, da jo najdem. No, tukaj je njihova ekipa. Torej, CEO je Natalija Karajaneva in imajo še ogromno drugih ljudi, ampak kar mene malček moti je, da jih ne morem preveriti recimo na LinkedInu, glede na to, kakšne pretekle izkušnje imajo. Tako da to je vsekakor pomanjkljivo. Kar se tiče pa investitorjev, ki so že investirali v tale kriptoprojekt, pa imamo tukaj pod fundraising, vidimo, da so zbrali kar precej, 1,5 milijona, 1,20 in 15 milijonov v privatni razprodaji. In tukaj vidimo tudi eno kar znano ime, Tim Draper je namreč investiral v tale kriptoprojekt. Tako da ja, tukaj vsekakor imajo kar podporo, ampak glede na to, da nismo mogli preveriti izkušenost ekipe, dobijo v tem segmentu 10 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton, in kot smo seveda že na začetku razkrili v opisu, vsekakor je upravičena uporaba blockchaina in žetona, tako da tukaj v tem segmentu dobijo vse možne točke, torej 10 od 10. Naprej imamo napredek in cilji, kakšen je kaj njihov roadmap in kako kaj dosegajo cilje. In sem tukaj našel tale njihov roadmap, kjer zelo lepo obrazložijo recimo za 2024, 2025 leti. Ampak to je to. Ne vidimo njihovega napredka. Poleg tega sem tukaj pogledal njihov blog in ne objavljajo nekaj precej pogosto. Povprečno je tam nekje ena objava na mesec, kar bi morda želel videti, da jih je več. Tako da tukaj malček
razočaranja, tako da dobijo 3 točke od vseh možnih 5. Naprej imamo 5. segment in to je tehnična analiza. Pa pojdimo kar nazaj tukaj na cryptorank.io, pa gremo v zavihek Overview in tukaj od spodaj imamo tale graf, ki mu bomo dodali še indikator RSI. In ja, vidimo, da tukaj temu projektu ne kaže ravno najboljše. Trend imamo navzdol, testirali smo tudi njegovo dno, tam nekje na 83-82 centih in če to slučajno izgubimo, lahko gremo v odkrivanje cene navzdol. Poleg tega pa se tukaj očitno kaže tudi skrita medvedja divergenca, ki naj bi na to tudi lahko namigovala. Tako da ja, imamo trenutno šibek oziroma negativen trend. Indikatorji so bolj tako mešani. Dajmo si zdaj še pogledati volumen na menjalnicah. Ja, to je bolj tako majhno. Tam nekje 6 milijonov v zadnjih 24 urah. Zdaj imamo sicer tukaj eno znano menjalnico, oziroma 2, 3, take bolj znane, ampak volumni na njih so taki manjši, vsaj kar se tiče 24, v zadnjih 24 urah. Tako da za ta segment tehnične analize Propi dobi 6 točk od vseh možnih 15. In naprej imamo 6. segment, sentiment. To je segment, kjer mi preverjamo, koliko so kaj dejavni na socialnih omrežjih. In tukaj imajo lepo v footerju vse povezave do svojih socialnih omrežij, pa dajmo najprej preveriti X. Tukaj imajo 61 oziroma skoraj da 62 tisoč sledilcev, potem imamo tukaj še Facebook in tukaj imajo 10 tisoč sledilcev. Sicer zdaj to niso lih neke visoke številke, ampak so še vedno kar v redu. In potem imamo še YouTube, kjer imajo tam nekje 3,2 tisoč sledilcev. Tako da ja, je neka taka večja skupnost. Kot vemo, 62 tisoč sledilcev morda ne izgleda dosti, kot smo vajeni pri drugih projektih, ampak še vedno je to kar težko doseči. Kar se pa tiče adopcije uporabnikov, je pa to še vedno kar mladi projekt, tako da tukaj, kar se tiče adopcije, morajo še kar nekaj narediti. Tako da za ta segment, sentiment, dobijo 8 točk od vseh možnih 10. In naprej imamo še ta zadnji segment, to je Certik varnostno preverjanje. Pa dajmo si pogledati, kako jim kaj gre, kar se tiče Certika, in vidimo, da nažalost nimajo opravljene revizije, tako da tukaj tudi ne moremo karkoli pogledati. Imajo pa zelo visoko oceno tukaj, 84, tako da vsaj to. In na podlagi te ocene, ker nažalost nimajo opravljene Certik revizije, dobijo 5 točk od vseh možnih 25. Tako da končna ocena za tale kripto projekt je 57 od 100, kar ga uvršča pod povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak kaj si vi mislite o tem projektu? Ste morda vložili vanj, ste vedeli za ta projekt? Smo morda mi kje kaj izpustili, kaj spregledali? Kar napišite nam spodaj. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček, če vam je bilo tole všeč. In seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam. Imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.